Po razočaranju v Ligi prvakinj veliko veselje v Evropskem pokalu. Mura Nona je prišla med najboljših 16. V domačem pokalu smo dobili 3 od 4 polfinalistk. Ljubljana, Radomlje Medeks in Kirurgija Estetikal Aluminij napredujejo. Pomudili se bomo v taboru štajerske zasedbe, ki ima letos novega trenerja. V državnem prvenstvu so Ajdovke dobile obračun z Gažonom Lelogom, Cerklje pa so bile na gostovanju boljše od Žalca Trbovelj. Ne le, da imajo pri Aluminiju že lep čas nogometne ženske selekcije, tudi precej uspešni so. V mlajših kategorijah posegajo visoko. Ko se je nabralo dovolj deklet za člansko ekipo, pa so se podali v prvo ligo. Lanska sezona je bila vzpodbudna. Končno 8. mesto so bili dobri temelji za nadaljevanje. Poleg nekaterih sprememb v kadru pa je prišlo do menjave tudi na trenerski poziciji. V nekem trenutku si pač želel malo spremembe, ki so mi omogočili v nogometni šoli Roho, ker tudi še vedno opravljam delo kondicijskega trenerja v nekaterih selekcijah. No, v tem času pa je prišla tudi ponudba za strani nogometnega kluba Aluminij. Sprejel je ponudbo in zagrizel v sadež, ki mu ni bil popolna neznanka. Na svoji nogometni poti je res da treniral fantovske in moške selekcije, a se je srečal tudi z ženskim nogometom. Moram reči, da imam vseeno nekaj izkušenj tudi v nogometni šoli Maribor Tabor. Sem bil vodja šole 7 let, ker smo tudi takrat priključili punce, imeli smo nekaj selekcij pa člansko ekipo, naredil sem tudi programe, odvodil nekaj treningov, tako da pa tudi z študentkami na fakulteti imam same dobre izkušnje. Dejansko so po večini, ne bom rekel vse, ampak po večini bolj zavzete, bolj pridne, bolj poslušne, bolj delavne. Tako da enostavno, če zdaj primerjam, recimo, ko sem se vrnil z kakega fantovskega treninga, pa zdaj, ko se vrnem z treninga, sem manj utrujen. Izboljšati lanski skupiček točk na lestvici ne bo lahko. Trenutno so pri 3, medtem ko so bile pred letom po 10 krogih že pri 7. Bi rekel, da vidim potencial v teh igralkah, ki jih imamo, ampak zdaj prva naloga je jih navdušiti, spodbuditi k temu, da bodo res redno trenirale, ker brez tega enostavno ne gre. V prvenstvu jim še ni steklo, v pokalu pa so igralke Kirurgije Estetikal Aluminij pripravile presenečenje in izločile Cerklje ter se prebile v polfinale tekmovanja. Radomlje Medeks so odpravile Krimhubat 3-0. Branilke naslova so bile sile razigrane v Ajdovščini. Ob 4 golih Mirjam Kastelec je Ljubljana premagala Toslonutri Cosmetics 6-1. Derbi četrtfinala med Muro, Nono in Olimpijo bo na sporedu 10. decembra. Poglejmo si pare 10. kroga državnega prvenstva. Tekma Mure je bila zaradi obveznosti v evropskem tekmovanju prestavljena. Ljubljana je doma igrala ŽN Maribor. Cerklje je čakala pot v Trbovlje. Radomlje Medeks so se pomirile proti Kirurgiji Estetikal Aluminij. Primorje Toslonutri Cosmetics je igralo v Kopru proti Gažonu Lelogu. Ljubitelice in ljubitelji ženskega nogometa, dobrodošli na Planet 2. Pred nami je 10. krog prve slovenske ženske nogometne lige Triglav in v Kopru se bosta pomerili moštvi Gažona in Primorja. Vinogradov čez Kraško pokrajino, no zdaj pa že prva nevarna akcija, takoj v startu tele tekme, no na zadnje bi skoraj da bila pri strelu petica Gaja Bizjak, 2 gola je že ponudila v tem prvenstvu, tako da živahen začetek. Vnovič naslov državnih prvakinj sedaj igrajo v Evropskem pokalu, tako da tudi tam nekako se obetajo zanimive preizkušnje. No, še en strel proti vratom, to je bil poizkus. Strel oddaleč in brani Žana Galjot. Sprožila je Barbara Kralj, osmica Primorja je bila pri strelu. Sara Kopatin, pa še en strel proti vratom, tudi tokrat tole ni bilo. Ko ne gre in ne gre. Takole Kraljeva je sprožila oddaleč, pa tudi je premagal Cerklje s 3-2. No, Ljubljana pa je bila, kot sem tudi že danes omenjal, 6-1 boljša od Primorja. Poglejmo še enkrat, takole podaja Taničeve,
pa strel, in tole je bilo kar lepo nevarno v stičišče. Daša Dolenšek imela super prvi krog takoj proti Žalec Trbovljam in tam dosegla kar 5 golov na eni tekmi, no na to Dolenškova s hat-trikom. Gaja Bizjak, zdaj priložnost Dolenškove in znova se je izkazala tam Žana Galjot. Dobro, danes opravlja svoje, lahko rečemo, glede na to, da nekaj sezon že spremljamo ženski nogomet tudi na Planet 2, da tale tekma zdaj dobiva morda prvi gol in tudi ga je. Petica, Gaja Bizjak z golom. Je pa res, da tole za Gajo Bizjak v tej sezoni šele druga tekma. Tako da, dobro. Ampak to je zdaj danes nekako že naštudirano. No, zdaj pa znova napadalna akcija Primorja, tole pa bo šlo v gol. Tako je. Zdaj lepa kombinacija Primorja in Daša Dolenšek po 2 tekmah v državnem prvenstvu brez golov danes pač do svojega 13. v tem prvenstvu je povišalo že na 0:2. Takole pa dobra kombinacija, lepo sta tole izvedli. Ja, Sara Ljubič je bila tista, ki je lepo opazila, da ima za svojim hrbtom Ljubičeva nazaj, še en predložek v kazenski prostor, Dolenškova tam med 2 nogometašicama in znova tam z desno roko le na zadnje lovi in odbija žogo Žana Galjot. Je igra bolj tekoča. Takole, Dolenškova, to so njeni metri, njene poteze. Poglejmo še enkrat, ja, takole na polno z kakšnih 17 metrov je tole udarila. Tako da ja, dekleta ogromno tudi žrtvujejo za to, da lahko igrajo nogomet svojega prostega časa. Tukaj pa zdaj blizu akcija. Žana Breščak je bila tista, ki je, kajti ponavadi, ko igra Mura proti slabšim ali pa tudi katera druga ekipa, potem je to tam 10, 12, 8, no zdaj pa gol. Ravno ko razlagamo število doseženih golov, pa tale res lep gol na tekmah prvenstva. To je gol številka 14 za Dašo Dolenšek. Poglejmo še enkrat, otresla se je svoje čuvajke, na to pa res izjemno lep, natančen strel in nemočna je bila vratarka Lucija Šestan, ki je na 6. mestu. Članici. No, zdaj pa še en gol. Ja, tole pa je bilo res kar mučno zdaj za vratarko, ko je žoga takole počasi se kotalila. Ja, takole je bilo že v naročju skoraj, da pa izgubljena žoga. Šla je žoga, po domače rečeno. Ne ravno najboljši strel, ampak vseeno priložnost, da Gaja Bizjak izvede kakšen lep kot in ponudi lepo priložnost tam. Tole je letelo na pravo mesto, ampak ni bilo tam nikogar od Primork, tistih seveda zajdovskih koncev. Ja, na semaforju pa že 4:0. Dolenškova, še en. Ja, tole je znova mojstrovina številka 3, bi lahko rekli. Ja. Ko takole Daša Dolenšek opazi, da se ponuja dovolj prostora v vratih in da ima tudi linijo strela na voljo in da je dovolj odprta, pa torej spet lepo. Takole si je 2-krat ustavljala žogo, 3-krat oziroma 4-tič namerila in sprožila ter dosegla že svoj 3. gol, torej hat-trick Daše Dolenšek danes in v 16-metrskem prostoru Anje Lukežič še vedno traja napad. Dolenškova takole zna pregravati. Ja, to so tudi tiste futsal vrline. Zdaj pa Ljubičeva, ki je udarila z levico, z notranjim delom stopala in izkazala se je tokrat vratarka Lucija Šestan na Planetu in to je tudi
težko. No, zdaj pa še en močan strel, takole atraktivno je želela zaključiti tudi ne njenega 4. gola, hat-trick ima že upisan danes. Dvignila je visoko, zatresel se je tudi Aluminij, torej okvir vratarke Lucije Šestan. No, zdaj pa priložnost za Gažona, ali bo tukaj gol? Ne. V zadnjih tisočinkah sekunde so Ajdovke prepričile, da bi domačinke dosegle vsaj častni gol danes. Takole, poglejmo še enkrat. Krenila je 21-tica. V tem trenutku konec srečanja in Primorje je prišlo do nove prvenstvene zmage. Nova ekipa Žalca Trbovelj še nima točke, a na 2 tekmah pred obračunom s Cerkljami je novinkam uspelo doseči vsaj en zadetek. Da se bo igralo pretežno na gol gostiteljic, so nogometašice Cerkelj nakazale v 4. minuti. Dolgi prosti strel v 16 metrov, Bajba Sovič je imela velike preglavice, da je ukrotila žogo. V 7. minuti je bila spet obramba domačih na preizkušnji, ostajalo je pri 0:0. Rek, da gre v 3. rado, je potrdila Elizabeta Habe. Sezono je začela v 7. krogu, to pa je bil njen prvi gol. Lani je 9 tekem odigrala za Gažon Lelog. Cerkljanke so poskušale od blizu in od daleč udarec. S precejšnje razdalje je končal čez prečko, na kar je bila znova v akciji Elizabeta Habe. Sproti napada je preigravala, se otresla svoje branilke ter uspešno zaključila za podvojitev prednosti. Najnevarnejša v napadu za Žalec Trbovlje je bila Zoja Potočnik, ki se je po enoletnem igranju v Ljubljani spet vrnila domov. Z dobrega položaja je udarila mimo gola. V 37. minuti še ena podaja v kazenski prostor s prekinitve. Nika Humar je diagonalno udarila z desnico in matirala Rebeko Bajbo Sovič. S hat-trickom Elizabete Habe se je začel drugi polčas. Nogometašica je spremljala protinapad in bila najhitrejša na odbiti žogi. V 67. minuti smo videli prekršek obrambe v kazenskem prostoru Žalca Trbovelj. Sodnica Tajda Hlebec je piskala najstrožjo kazen. Čeprav je čuvajka mreže pravilno ugotovila smer udarca, je bilo izvajanje Jerce Plevel preveč močno in natančno, da bi lahko posredovala 5:0. Do konca se niso dale gostiteljice, želele so še na 3. zaporedni tekmi doseči vsaj en gol, kar jim je tudi uspelo. Prosti strel je od prečke v mrežo pospravila Zoja Potočnik. Cerklje so prekinile niz 5 zaporednih porazov in drugič v tej sezoni prišle do 3 točk. Na krilih uvrstitve v polfinale pokalnega tekmovanja so igralke kirurgije Estetikal Aluminij prišle na gostovanje v Radomlje. Če so sredi tedna uspele presenetiti Cerklje, pa tokrat Štajerke niso imeli možnosti proti rumenosrčnim. V prvem polčasu so se gostje še nekako držale ter ustavljale napade nasprotnic. Na odmor sta ekipi odšli pri rezultatu 4:0. 3 gole je dosegla Ula Omerzu, enega pa Ula Osolnik. Na klopi za rezervistke je imel Matjaž Železnik le eno igralko. V nadaljevanju je bila razlika med ekipama očitnejša. Ana Gerjol je bila uspešna z 11 metrov. Zadeli sta vnovič obe Uli, Omerzu in Osolnik, po gol pa so dodale še Javorič, Gradišek in pa Jakopič. Ljubljana je bila v 10. krogu boljša od ŽN Maribor. 5 golov so Cerklje dosegle proti Žalcu Trbovljam. Novinke v ligi so bile enkrat uspešne. Ducat žog so iz svoje mreže pobrale članice kirurgije Estetikal Aluminij pri Radomljah. Primorje Toslano Trikosmetics je bilo boljše od Gažona Leloga s 5:0.
Tekma Mure, Nona in Krima bo na sporedu 19. novembra. Na lestvici vodi Ljubljana, ki ima tekmo več od Primorja, Tosle Nutricosmetics. Mura Nona ima 7 tekem in 19 točk. Prav toliko so jih zbrale Radomlje Medex s srečanjem več. Olimpija je zdrsnila na 5. mesto. Krim Hubat je 6. z 12 točkami. Sledijo Gažon Lelok, Žana Maribor in Cerklje. Kirurgija Estetikal ter Žalec Trbovlje. 11. krog se bo začel že v petek. Olimpija se bo pomerila proti Radomljam Medex. Dvoboj si boste lahko ogledali v spletnem prenosu. V Kidričevo prihaja Mura Nona, na Kodeljevo pa Gažon Lelok. Žana Maribor bo igral Žalcem Trbovljami, imeli bomo ponovitev pokalne tekme, Ljubljana bo spet prišla v Ajdovščino. V zaključku oddaje pa še k velikemu uspehu Mure Nona. Naše prvakinje so se v novem pokalu dvakrat pomirile z Dinamom za preboj med 16 najboljših na stari celini. Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci. Lepo pozdravljeni v družbi ženske Evropske lige. Prvič v zgodovini, torej prva sezona tega tekmovanja. Danes se bodo slovenske prvakinje, nogometašice Mure, pomerile s prvakinjami Belorusije, z Dinamom iz Minska. To je prva tekma v drugem, zadnjem krogu kvalifikacij za žensko Evropsko ligo. Torej, vsak trenutek bo torej grška sodnica Anastasija Milopoulou dala znak za začetek. Žoga spet pri vratarki Kovalčuk, Ekaterina Kovalčuk, tudi med najbolj izkušenimi 34 leti. Ni uspela žoge tam zadržati Alina Horoščak, priložnost za Muro, lep strel, toda tudi čez gol na koncu. Lepa zamisel. Še ena priložnost za Muro, tole je precej lepša priložnost. Še ena obramba vratarke Kovalčuk. Visoko stojijo igralke Mure, še ena priložnost, spet odlična reakcija Ekaterine Kovalčuk. Gremo še enkrat s to prejšnjo priložnost za Ukrajinko Jano Malahovo, ki je še enkrat zanesljiva Darja Kravec. Težave Belorusin zdaj, Milović, priložnost za Muro in gol! 1-0, mislim, da je žoga zadela belorusko branilko, spremenila smer in se potem odbila v gol. Tule so Belorusini imele ogromno težav, ko se je žoga takole odbijala pred kazenskim prostorom, neodločne, malce tudi nespretne. In lepo je tule asistirala Jana Malahova. O, tole je bilo tvegano, priložnost zdaj za Dinamo, strel preslab na koncu. Manjukova, Kovalčuk, Manjukova, napaka Manjukove. Malahova je zadržala žoga, še strel in gol! 2-0 za Muro. 27. minuta. Odličen strel z roba kazenskega prostora. Lepo je Malahova tule podala, Lej Dolinar, močan strel z 15 metrov. To je bilo že v kazenskem prostoru. Zdaj je prva napaka, bi lahko rekli, Olge Kapiše. Priložnost za Muro, tule je Malahova, odlična obramba Ekaterine Kovalčuk. Tole je priložnost za Muro, proti napad 3-3. Lepa podajo prazen prostor za Leo Merze, ali je to prekršek? Ne, po mnenju Grkinje Anastasije Milopoulou. Manjukova izbija žogo in v tem trenutku je zapiskala grška sodnica Anastasija Milopoulou. Zadovoljnim rezultatom, z igro sigurno ne. Razen faza branjenja, mislim, da nasprotnika nismo prepustili udarca po golu. Tako da, kar se tega tiče, smo delali z odliko. Preveč smo bili nemarni, preveč smo bili nonšalantni. Prenalahko smo izgubljali, zapravljali čiste priložnosti, kar nas bi lahko hitro kaznovalo.
in čaka nas še izjemno težko delo v nedeljo. Rezultat je varljiv, dobiš en gol, panika. Že danes smo bili v igri preveč nervozni, morali bi stopiti na žogo, igrati kratki pas igro, ampak Evropa je Evropa, to so izkušnje, punce so mlade in vse čestitke za zmago. Trenerjeve besede so se uresničile na drugi tekmi. Dvoboj je bil kljub dvojni prednosti napet. Belorusinje so izničile zaostanek z prve tekme in to že po dobrih 20 minutah. Gostje so zadele tudi tretjič, a je bil gol razveljavljen. Tekmo je odločila Ana Milović, znižala na 2-1 in Murašice so se lahko veselile napredovanja med 16. Nič ni lahko, izgleda, da ne gre brez drame. Bili smo malo nepazljivi, dvakrat neodločni v 16. Na kljub viška igralkam se nam je nekako zgodilo, da se je žoga skozi 100 nog odkotalila v gol, drugi gol, ista zgodba. Najtežje se je bilo vrniti, najtežje je bilo se postaviti na noge. Vemo, da v ženskem nogometu prejmeš gol, dva, hitro se zgodi, da prejmeš tretjega, četrtega in v pol časa smo samo delali na prepričevanju igralk, da zmoremo, da lahko spet spremenimo, da lahko spet prevzamemo igro v svoje noge in prišli smo ven odločni, prišli smo ven z miselnostjo, da moramo zabiti, da lahko, da zmoremo in na koncu nam je uspelo. Ko tako daleč priješ v evropskih tekmovanjih, to je najpomembnejši karakter, najpomembnejša je volja, ampak brez kvalitete, brez znanja je to nemogoče. Mi imamo to, uspelo nam je in čestitke puncam. Nasprotnika v naslednjem krogu bo Muranona dobila v tem tednu. Žreb bo opravljen 17. oktobra, prva tekma osmine finala se bo igrala 11. ali 12. novembra, druga pa teden dni kasneje. Naslednji teden se bo zbrala reprezentanca v 19. in prav tako članska ekipa. Mladinke bodo nastopile na turnirju v Kranjski Gori proti Indiji 22. oktobra in Hrvaški 3 dni kasneje. Tekme bodo pomemben preizkus za slovenske mladinke, ki jih konec novembra v Severni Makedoniji čakajo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Reprezentanca bo kvalifikacije začela v Ligi B v skupini 5 skupaj s Severno Makedonijo, Gruzijo in Azerbajdžanom. 20. oktobra pa se zbere članska reprezentanca. Igralke pod vodstvom selektorja Saše Kolmana bodo imele na sporedu prijateljsko tekmo v Radomljah proti Srbiji 27. oktobra.